Pozdravljeni, dragi moji. Po ciklusu prerokbe Propad človeštva nadaljujemo poizvedovanje o vsem, kar ne poznamo. In danes začenjamo en ciklus, spoznavanje stvarstva, in ki ga imenujemo Bog, stvarnik, ustvarjalec, kreator ali ne vem kako še. Veliko vprašanje, kdo je ustvaril človeka. Ja, recimo sem jaz imel v kontaktu z kar nekaj znanstveniki in slovenskimi in tujimi, smo se pogovarjali o tej temi. Ali lahko oni z znanstvenega kota materialnih šol, da tako rečem, da tako imenujem, ali je dokazljivo stvarstvo. In sem bil zelo razočaran, ker mi niso dali odgovora iz tega znanstvenega področja ali njihovega kota gledanja. Jaz sem seveda raziskoval po svojih zmogljivosti, ki jo imam v sebi oziroma razpolagam, in moram reči, da sem zelo tudi stresno izvedel, da stvarnik obstaja. Torej vrhovni stvarnik, stvarnik, ki deluje oziroma ustvarja vse. Bil sem pa izjemno presenečen, prijetno presenečen z spoznanji, ki so se mi odpirala z globljim delovanjem oziroma z povezovanjem s tem nematerialnim svetom, ki je poln novih in novih informacij, in sem imel hude težave prvo, da razumem te stvari, ker so bile drugačne kot materialni svet in materialni zakoni, ki jih poznamo. Ko sem začel ločevati nematerialno od materialnega, potem sem lahko spremljal neodvisno to, kar sem želel. V eni od meditacij, ki sem jo izvedel, sem doživel eno zelo stresno situacijo, ki se je manifestirala tudi na materialnem nivoju. V vesolju sem bil, oziroma odprl se mi je pogled, kot da se nahajam v vesolju, videl sem zvezde, videl sem oddaljene planete in kar naenkrat sem zagledal eno zlato, zelo žarečo, ognjeno kroglo, ki je letela z izjemno hitrostjo. Potem sem se začudil in rekel v mislih: glej, kako hitro leti, s kakšno veliko hitrostjo. V tem trenutku se ta kugla obrnila proti meni in me je zadela v čelo. In potem se je nekaj razlilo po meni in sem izjemno bil prestrašen, ker se je nekaj ulilo vame. Nekaj, kar nisem videl. Skočil sem s stola in se zarekel, da nikoli več ne bom meditiral. No, in odšel spat. To je bilo pozno zvečer. Ob 5. zjutraj, pa malo pred 5. uro, nekdo mi je potrkal na vrata in sem bil presenečen, da tako zgodaj nekdo trka na vratih, in sem odprl vrata in zagledal enega svojega prijatelja,
ki je eden od prvih bioenergetikov v Sloveniji iz generacije Oblaka. Vrgel mi je eno revijo in je rekel, ne morem, pač letim, ob 8 imam paciente. Tako mi je rekel in vrgel mi je eno revijo. In oddirjal naprej. Jaz vzamem to revijo in jo odprem točno na mestu, na katerem je pisalo, kako je en mladi Indijec prišel v stik z Bogom, s stvarnikom. In je natančno pisal dogodek, ki sem ga jaz doživel. Tako je doživel, tako kot sem to jaz. In v resnici sem dobil neverjetno hitro, v nekaj urah sem dobil odgovor, kaj se je pravzaprav takrat zgodilo, ko sem se zarekel, da ne bom več meditiral. Tako sem izvedel, da sem prišel v stik z Bogom, s stvarnikom in seveda nadaljeval sem moje putešestvije skozi meditacijo, skozi ta energetska polja oziroma nematerialnega sveta, ki je nadvse izjemno bogat in se tam učiš, vse skozi, ko potuješ, se učiš in je to izjemno dober občutek in nadvse prečudovito doživetje. No, takrat pa naprej sem razmišljal drugače. In potem sem jaz rekel Bogu, to je bil dan in sem rekel, kar naenkrat tako, ker jaz sem prej bil ateist, jaz nisem razlikoval vere ali nisem imel razloga, da bi verjel, ker me niso tudi učili. In sem enkrat tako v mislih, čez dan, ko sem razmišljal o tem, rekel Bogu, Bog, če hočeš, da verjamem vate, pošlji mi nekoga, ki ne verjame vate, da mi prinese tvoje sporočilo. Poglejte, kako sem bil zahteven. In res pride en moj prijatelj, ki ni smel slišati nič za duhovno v njegovi prisotnosti. Pride on izdrdrami sporočilo, Božje sporočilo. In ker je eno besedo nekako prehitro izgovoril, sem ga vprašal, kaj si rekel. On je rekel, kaj pa je s tabo? Rekel sem, ti živijo, a si gluh? No, takrat sem se nasmehnil in sem bil prepričan in sem rekel Bogu v mislih, zdaj me nihče več ne prepriča, da ti ne obstajaš. Sveda, v znanstvenih krogih, v katerih sem se gibal nekoč, sem spraševal znanstvenike, da mi pojasnejo, kdo je ustvaril naravo. Pa so rekli, sama se narava obnavlja. Vse je bilo nikakor niso hoteli povedati, da obstaja stvarnik narave. Ampak nisem se oziral na to in jaz sem spoznal, da vse, kar obstaja, ima svojega stvarnika. Tako kot miza ima mizarja kot stvarnika, tako pa tudi narava ima svojega stvarnika. In spoznal sem, da je vse živo, inteligentno, recimo tudi mnogi govorijo, da Zemlja ni živa, ampak kako raste življenje iz zemlje, hrana? Kako je možno, da mi živimo na nečem neživem? Pa vedite, da je tudi hiša živa. Ko živi človek noter, je še bolj živa. Zato človek napaja z življenjskimi energijami tudi hišo. Zato
ko človek živi v hiši, ona dlje živi, ko človek ne živi. To skoraj da vsi veste, da ko mine 20 let, recimo v hiši, v kateri se ne živi, ona zelo hitro propada. Ko pa živijo ljudje, pa ta hiša živi. Vse je vibracija, vse je dobro prevedeno kot energija, ampak v resnici je to vibracija. In zelo hitre vibracije se manifestirajo kot luč. Najhitrejša vibracija je bela luč. Manifestira se kot bela luč. Potem modra, zelena, kasneje pa še temnejše, kot so rjava, rdeča, črna, pa je konec te vibracije, oziroma to je najbolj počasnejša vibracija. Materialni svet je zelo počasna vibracija in je zelo težko razumeti ta svet, oziroma s tem pogledom materialnim na ta duhovni oziroma nematerialni del je zelo moteč, ker je to vse počasi, zelo počasi teče, zelo počasi se stvari odvijajo ali pa recimo vse ima svoj rok trajanja oziroma življenja. Človek sicer se napaja vse skozi z energijo stvarstva. In ta stvarnik je v resnici tak, kot je približno naše telo. In ta stvarnik je ustvaril vse to. Potem sem želel Boga razumeti. Kaj je pravzaprav Bog? V kristjanski Bibliji piše, jaz sem, ki sem. In mnogo ljudi tega ne razume. Mislim, da sem razumel. Jaz sem vse, bi bilo v prevodu. Nimam imena, ker sem vse. Zato je od ljudi odvisno, kako bodo imenovali stvarstvo centralnega, edinega kreatorja, ki mora biti kot najvišja točka življenja. Obstoja, pravzaprav obstoja, ne življenja, ampak obstoja. No, v stalnem tem kontaktu z stvarnikom sem tudi poizvedoval, zakaj človek tako malo živi. In mi je odgovoril zato, ker ne ve, da lahko živi dlje. Pa sem vprašal, zakaj recimo, ko se odreže en organ, ne more drugi organ izrasti. Pa pravi, ja, zato ker človek ne verjame, da lahko. Da tretja dimenzija ali človeška dimenzija je odvisna od znanja. Zato največji problem človeštva je neznanje. No, stvarnik mi je tudi pokazal in razkazal, kako izgleda. A duhovno izgleda kot ena tako mogočna luč, da izgubite prav, če lahko tako uporabim, vidno razsodnost. Enostavno vas zaslepi in nimate občutka, kaj in kako. Ampak, če gledate v to luč, kar izstopajo oči čez nekaj časa, ampak luč v luči. In potem tudi nos in usta. In sem vprašal, ali on izgleda kot človek. Je rekel, ne, vi izgledate kot jaz.
jaz sem vas ustvaril po svoji podobi. Ker je to materialni svet in je zelo počasna hitrost gibanja energije oziroma vibracij, je seveda izgledamo kot humanoidi oziroma kot človek. Tisti ljudje, ki dosežejo prosvetljenost oziroma dvig te po indijsko kundalini energija, jaz sem jo preimenoval energija vstajenja, ker po nasvetu stvarnikovega sina mi je rekel, da moram vse prevesti v slovenščino in to tudi počnem. Ne smemo izgovarjati tujih besed, ker ne znamo zadeti pravo vibracijo in seveda, če povzročimo drugačno vibracijo, pride do recimo kuršlusa pri teh vibracijah, tako kot recimo lahko pri elektriki pride ta malo drugačen, ampak pride do spremembe vidnega polja, slušnega in čutnega, ker se ne spoštujejo vibracije. No, kaj moramo vedeti? Vedeti moramo, da smo ustvarjeni po stvarniku. Pa ni važno, kako ga imenujemo. Je pa zelo pomembno, da ga priznate, da imate svojega stvarnika in vašega očeta in mater, da je ustvaril seveda nek ustvarjalec, ki moramo mu dati neko ime, da bi ga lahko določili kot center našega zanimanja. Ali sploh v pogovoru, da vemo, za kaj gre. No, in ko vi priznate, da imate stvarnika nad vami, potem ste odprli vrata duhovnega, raziskovalnega učenja. Moram vam reči, da je to svet neverjetnih presenečenj. Sploh si ne morete predstavljati, kakšna je to razlika. Kako so me počasi peljali v ta spoznanja. Torej stvarnik in njegov sin. Recimo, njihovo vesolje je modro, ne takšno, kot je naše, črno. Njihovo vesolje je živo, ima ogromno življenja. Naše vesolje je dobesedno mrtvo. Ne vse, ne. Pa mi rečemo, da je naše vesolje tišina, da je nek pojem tišine. Pa ni. Njihovo vesolje je šele, veste, kakšna tišina. Neka neopisljiva in povzroča eno tako uživanje. Ampak to zmore vsak človek. Ker stvarnik je ustvaril vse nas po svoji podobi. Torej, ni ustvaril enega človeka manj, drugega pa več. To je iluzija. To ustvarjajo pokvarjeni ljudje, da bi ustvarili rezine med družbenimi nekimi nivoji ali pa razlika v nečem drugim. Samo da se razlikujemo. Ker nam je pa dal lastno voljo, po svoji volji, on se nikoli ne vtika v to voljo. Kaj sem pa še spoznal? Da stvarnik je nam in oče in mati. Samo svojemu sinu je oče. Vsem ljudem je in oče in
mati. Ko je moj bivši pacient, ki je imel neke psihične težave, odšel v Barcelono in se pogovarjal z enim visokim cerkvenim človekom, pozabil sem, kakšen rang ima in naziv, je povedal, kaj ga jaz učim. Je rekel, moj učitelj me uči, da je Bog vsem nam oče in mati, da pa je samo svojemu sinu oče. In pravi, da se je ta človek globoko zamislil in je rekel, povej svojemu učitelju, da je zgoraj zelo dobro zapisan. Tako sem tudi potrditev dobil, ker samo jaz to trdim in sem vedno se bal, da nisem neka črna ovca ali pa da se mi podkrade kakšna napaka in seveda me skompromitira v javnosti. In sem bil presrečen, da sem to slišal. Ampak to je bil eden, je pa res, mislim, da je kardinal po poklicu in da je takrat bil, ker je bil neki praznik v Barceloni in je on tam se trenutno nahajal in je ta moj bivši pacient zelo komunikativen človek. Seveda se je prebil do njega in ga je to spraševal. Jaz tudi tako verjamem, ker prej nisem versko učen in me starši niso učili, čeprav sta bila verna in oče in mami, nista nas učila, nas otroke, da verjamemo v Boga in nista nas učila, da praznike praznujemo cerkvene oziroma verske, zato pa tudi nismo bili obremenjeni s tem in sem zares mnogokrat se ustrašil v trenutkih, ko v meditativnem stanju dosežete ta nivo potovanja. Res sem se velikokrat prestrašil, ampak vedno me je zanimalo znova in znova, da grem ponovno in vidim, se naučim in v resnici pa spoznam, ker je spoznanje pravzaprav rešitev. Jaz vam bom tudi v oddajah dajal tehnologije, s katerimi boste preverili moje besede. Ker namreč vi me ne poznate. Lahko sem nekdo, ki se na neki meji razuma. Vi to ne veste. Kljub temu, da izgledam morda prijazno. Ampak morate sami preveriti. To je vaša naloga, da preverite z lastnimi čuti, z lastnim vidom, ker niste nič izgubili. To, kar imam jaz, imate tudi vi. Zato je treba uporabiti. Ampak družba je delovala tako, da pravzaprav vsi ali večina človeštva izgubi to zanimanje in sposobnost za to nadnaravno, kot rečemo, videnje, čutenje in raziskovanje. Alternativna znanost je silno zanimiva, kljub temu, da uradna znanost ne želi s tem imeti opravka, kar mi je zelo žal in moram reči, da me je veliko znanstvenikov kontaktiralo tajno in me spraševalo, kar jim manjka, nekaj jim manjka jim en del in so res želeli, da to spoznajo. Seveda jaz nikoli ne bom povedal, za katere znanstvenike gre in tudi ne iz katerih panog znanosti.
Žal, ker imamo tako čudno družbo, ki zelo zlahka obsoja. Zato bom dejal tehnologije, da preverite sami. In že v naslednji oddaji vam bom predal, ne dal, ampak predal vam sposobnost blagoslova. To je zelo mistično ali mistificirano v ljudstvu blagoslov. Kaj je pravzaprav blagoslov? Jaz vam bom povedal, kaj je blagoslov in vam ga bom predal. Vi boste pa to probali. In vse vas ateiste, prosim, kot vaš bivši kolega, ki je spoznal, probajte, ker je mnogo lepše, ko spoznate, da nekaj obstaja, pa prej niste vedeli ali niste verjeli v to. Veste, vam odpira ogromno področje spoznanj. A spoznanja vam povzročijo rast inteligence, rast tudi vašega nadbitja, ki ga nosite v sebi, pa ne veste, da ono obstaja. Torej, človek je sestavljen iz dveh delov, iz materialnega in nematerialnega, iz uma in duše. Mnogi mešajo te stvari, zato se bom v vseh naslednjih oddajah potrudil, da vam pojasnim, kaj pravzaprav to je. In tudi se veliko govori o dimenzijah, koliko dimenzij obstaja. In govori se tudi o 500 ali več, kar je pa totalno nesmiselno. Jaz vam tudi bom podal dokaze, koliko dimenzij obstaja, naštel in opisal, kako pravzaprav te dimenzije funkcionirajo, kje se nahajajo in na kakšen način vi to lahko razumete. Jaz sem porabil veliko let, da sem vse to spoznal s trdim delom, vam bo pa to lažje, ampak moram vam povedati, če doživite to spoznanje, to je mnogo boljše, mnogo čudovitejše, ko vam en pripoveduje. Veliko ljudje prosijo, da jim pripovedujem vsem tem. Ampak jaz bi želel, da ne samo, da vi slišite o tem, ampak da tudi probate. Zato se bom v naslednjih oddajah posluževal tudi z risanjem in nekako približeval vam stvar, da razumete. V kristjanski Bibliji in eni in drugi, torej in v katoliški in pravoslavni, je opisano, kako je Jezus kot učitelj tudi risal po tleh in govoril v prispodobah, ker ga enostavno niso ljudje razumeli. Težko je razumeti nematerialno z materialnim načinom. To res ne gre skupaj. Pojasnil vam bom tudi, kako je nastal svet in kako je materialni svet ustvarjen. Točno in dobesedno. Sedaj vas pa zelo lepo pozdravljam. Oprostite, če vam nisem še kaj dodatnega povedal, ampak bom pa v enih od naslednjih oddaj vam to tudi približal. Da bi si pomagali in odpravili velike probleme z zdravjem, z psihičnimi težavami, imamo tudi svojo stran, na kateri lahko pogledate om-an.si, na kateri lahko pogledate naše proizvode, ki vam omogočajo, da se lažje odprete, da lažje spoznate vse te svoje neslutene sposobnosti, za katere
niste vedeli prej. Mir z vami, Om An.